pozdravljeni na Ministrstvu za obrambo. Na 3-dnevnem obisku v Republiki Sloveniji se mudi minister za varnost Bosne in Hercegovine, magister Sadik Ahmetović. Včeraj so prispeli, danes imamo tukaj uradne pogovore, tudi pogovor med ministrico in ministrom, ki je bil pred tem. In zdaj smo podpisali, kot ste tudi bili prisotni, sporazum med državami o sodelovanju na področju zaščite in reševanja. Popoldne bo minister tudi gost dnevo zaščite in reševanja v Kopru, skupaj z ministrico si postal ogledala vajo v morje 2011. In jutri še je gost v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, kjer si bo pač ogledal kapacitete centra, tudi programe, ki se tam izvajajo. Med druge se tudi kolegi iz Bosne in Hercegovine, gasilci in tudi druge službe se izobražujejo v tem centru. S tem bo pa tudi sklenil obisk, 3-dnevni obisk v Sloveniji. Zdaj pa prosim najprej gospod ministrica, da povzame današnji del pogovorov, kasneje bo pa še minister gospod Ahmetović povzel njegovo videnje teh pogovorov. Torej, lep pozdrav vsem skupaj, posebej lep pozdrav našemu gostu, gospodu ministru za varnost Bosne in Hercegovine. Kot vidite, imamo na Ministrstvu za obrambo dva partnerja, s katerimi v Bosni in Hercegovini sodelujemo, in sicer, ko gre za področje zaščite in reševanja, sodelujemo z Ministrstvom za varnost in z ministrom Ahmetovićem, ko pa gre za vojaška vprašanja, pa sodelujemo z drugim ministrom oziroma Ministrstvom za obrambo Bosne in Hercegovine in z ministrom dr. Cikotićem. Jaz bi rada poudarila, da smo danes skozi današnje pogovore in tudi sicer skozi dolgoletno sodelovanje ponovno potrdili dejstvo, da Bosna in Hercegovina in Slovenija zelo dobro sodelujeta na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer na podlagi dvostranskih dogovorov in operativnega sodelovanja. Danes smo z podpisom meddržavnega sporazuma za to področje pravzaprav dosegli višji nivo našega medsebojnega sodelovanja, ki je bilo že doslej zelo dobro, in Slovenija si je ves čas prizadevala, da bi bila, ko gre za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Bosni in Hercegovini zelo dober partner. Slovenija tudi misli, in to smo danes skozi pogovore tudi potrdili, da potrebujemo na ravni regije jugozahodne Evrope pokazati, torej na ravni te naše regije smo dolžni sebi, pa tudi svetu, Evropi v celoti, pokazati, da smo sposobni medsebojnega sodelovanja. Zato zelo podpiramo inicijativo, ki se imenuje Pobuda za pripravljenost na nesreče in pa za njihovo preprečevanje v jugovzhodni Evropi. In v tej pobudi je tako, da vsako leto ena država predseduje oziroma skrbi za koordinacijo in ima tudi mesto vodenja, koordiniranja vseh teh nalog, ki so v okviru pobude. No in v letu 2011 je sedež te pobude v Bosni in Hercegovini, in za zelo uspešno vodenje te pobude se našim kolegom iz Bosne in Hercegovine tudi iskreno zahvaljujemo. Mi ocenjujemo, da je Bosna in Hercegovina v teh korakih približevanja Evropski uniji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na področju civilne zaščite naredila že zelo veliko korakov, in ves čas smo si tudi Slovenci kot člani Evropske unije zelo prizadevali, da bi bilo teh možnosti za Bosno in Hercegovino še več. Tako smo si že leta, torej v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije prizadevali, da bi mehanizem civilne zaščite, ki ga ima na razpolago Evropska unija, čim bolj razširili tudi za potrebe Bosne in Hercegovine. Takrat je bilo tudi prvič doseženo, da je lahko na sestankih za civilno zaščito, direktorja za civilno zaščito Evropske unije sodeloval tudi predstavnik Bosne in Hercegovine, in mi si želimo in upamo, da bo tako tudi v prihodnosti, da bo pravzaprav dejstvo, da naravne nesreče ne poznajo meja,
tudi naše sodelovanje to odražalo. Torej, mi moramo eden drugemu pomagati zaradi zavedanja, da v nesrečah in pomoči ljudem ob nesrečah moramo slediti vsi skupaj istim standardom oziroma standardom medsebojnega sodelovanja in pa solidarnosti. Kar se tiče sporazuma, ki smo ga danes podpisali, bi rada izpostavila področje sodelovanja, ki jih ta sporazum predvideva. Ta področja smo v dvostranskih odnosih že gradili, zdaj z sporazumom pa želimo, da se celotno sodelovanje dvigne še na bolj operativno raven in da radi bi dosegli, da bi bilo idej, ki bi jih izvajali v prihodnosti, kako si pomagati eden drugemu še več. Imamo zelo veliko, ena in druga stran, imamo veliko lastnih znanstvenih izkušenj za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in s ministrom zdaj s tem sporazumom v bistvu potrjujemo pripravljenost na izmenjavo znanstvenih in pa seveda tudi tehničnih spoznanj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Drugič, zelo pomembno je področje izobraževanja in usposabljanja. Tako v Bosni in Hercegovini kot v Sloveniji dajemo velik poudarek preventivi na področju zaščite in reševanja. In prav področje izobraževanja in usposabljanja, v okviru katerega lahko v Slovenijo, v naše zmogljivosti povabimo veliko pripadnikov civilne zaščite iz Bosne in Hercegovine in tudi mi se lahko od naših partnerjev, od naših kolegov v Bosni in Hercegovini veliko naučimo. Na tem področju pričakujemo, da bomo v smislu preventive oboji naredili skupaj še več kot doslej. Potem eno od področij sporazuma predvideva tudi razvijanje in pa proizvodnjo zaščitne in reševalne opreme. Mi smo, tako kot velja za vse druge majhne države, precej izpostavljeni dejstvu, da je zaščitna in reševalna oprema danes zelo draga, tehnološko zelo razvita. Pomembno pa bi bilo, da bi si lahko z temi spoznanji pri razvoju te opreme tudi eden drugemu pomagali. Četrto področje sodelovanja, ki izhaja iz sporazuma, je obveščanje o naravnih nesrečah. Že doslej smo skrbeli za to, da smo se obveščali o tistih nesrečah, ki bi lahko vplivale na varnost ene ali druge države. Poslej na podlagi tega sporazuma moramo tudi formalizirati te naše odnose, ko gre za obveščanje o nesrečah v eni in drugi državi in pa seveda tudi o posledicah nesreč v eni in drugi državi. In pa verjetno največje področje našega sodelovanja, ki izhaja iz tega sporazuma, je vsekakor pomoč pri velikih naravnih in drugih nesrečah in pri odpravljanju posledic teh nesreč. Že doslej smo si eden drugemu pomagali z različnimi enotami, bodi si pri poplavah, bodi si pri velikih požarih. Pričakujemo pa in upamo, da bo v prihodnosti ta pomoč še bolj regulirana in da si bosta obe državi lahko res z vsemi zmogljivostmi, ki jih imate na razpolago, stali ob strani, ko nas bo prizadela kakšna velika ujma na tem prostoru. V okviru programa za pristopno pogajanje oziroma za vstop v Evropsko unijo, enega od projektov iz tega programa vodi v tem trenutku tudi Slovenija skupaj z drugimi partnerji v Evropski uniji. V okviru tega programa je kar veliko stvari, v katerih pričakujemo, da bodo sodelovali tudi naši kolegi iz Bosne in Hercegovine. V oktobru nas čaka vaja z področja znanja o potresih in na tej vaji bodo kolegi iz Bosne in Hercegovine sodelovali kot opazovalci. Že sedaj nam pa v okviru tudi drugih projektov in dvostranskega sodelovanja na nižjih ravneh uspeva z sodelovanjem oziroma s pozivi različnim inštitucijam v Bosni in Hercegovini, ki pošiljajo svoje profesionalce v Slovenijo in danes bomo v Kopru imeli priložnost srečati se tudi z 5 gasilci, ki so iz Sarajeva prišli v poklicno gasilsko brigado v Koper, zato da se skupaj z našimi poklicnimi gasilci urijo za gasilsko dejavnost in take vrste izmenjav pričakujemo tudi v prihodnosti.
Z ministrom sva govorila in seveda tudi z njegovimi sodelavci, sva govorila o enem pomembnem segmentu obveščanja in pomoči ob naravnih nesrečah, ki je povezan z številko 112. To je številka, ki jo v okviru celotne Evropske unije uporabljamo kot številko za klic v sili. To številko uvajajo tudi v Bosni in Hercegovini in ocenjujemo, da bo to področje tisto, na katerem bomo v bližnji prihodnosti morali eden drugemu pomagati z izkušnjami. Slovenija ima že dolgoletne izkušnje z uvajanjem te številke in vse te naša znanja, tudi znanja o problemih, bi radi prenesli našim kolegom v Bosno in Hercegovino, zato da bi tudi oni, glede na to, da morajo tako na federalni ravni kot na ravni entitet in občin zgraditi sisteme obveščanja, torej radi bi jim pomagali za vsem tem, kar mi vemo in znamo v zvezi s tem. Še enkrat naj izrazim veliko hvaležnost, spoštovani minister, da ste si vzeli čas, da ste z nami ravno v času, ko imamo dneve zaščite in reševanja. Za nas je to dobesedno največji praznik. Vsako leto, ko jih organiziramo, je to največji dogodek vseh sil za zaščito in reševanje. In tako kot z drugimi državami Zahodne Evrope sodelujemo na tem področju, smo izjemno veseli, da ste z nami danes in jutri vi. Menimo namreč, da je, tako kot pri drugih stvareh, Slovenija pomaga državam Zahodnega Balkana pri vstopu v Evropsko unijo, da je tudi področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami eno tistih področij, kjer želimo, da ste sestavni del tega skupnega procesa in našega trdnega in iskrenega prepričanja, da je Bosna in Hercegovina del Evrope in zato si prizadevamo vsi skupaj, da bo tudi formalno čim prej postala članica vseh naših skupnih združenj v Evropi. Spoštovani minister, izvolite. Hvala ministrice Jevšić. Zaista mi predstavlja veliko zadovoljstvo što sam danas u Sloveniji i što možemo danas konačno i formalizirati ovu našu uspješnu suradnju koju smo imali između ministarstava i obrane i Ministarstva sigurnosti i Ministarstva odbrane Slovenije u području zaštite i spašavanja. Sporazum je naš izraz i opredeljenost da ovu oblast koja je vrlo važna za sigurnost građana i njihovih materijalnih dobara formaliziramo i vjerujem da će ovaj sporazum koji smo danas potpisali učiniti naše odnose u ovoj oblasti još boljim i efikasnijim. Svjedoci ste da danas u svijetu i mimo ratnih sukoba od prirodnih katastrofa bude pogođeno više miliona ljudi svake godine i uglavnom su te prirodne katastrofe vrlo često ugrožavaju i same ljudske živote i njihova materijalna dobra i naša obaveza svih država je da svoje kapacitete vlastite unaprijedimo do te mjere kako bi prevencija i pomoć ljudima bila što efikasnija. Naravno da kad su u pitanju prirodne i druge katastrofe, vrlo je teško unutar jedne zemlje napraviti institut da se može samo odgovoriti ovom problemu, stoga je vrlo važna i regionalna suradnja u ovoj oblasti. Kad su u pitanju prirodne i druge katastrofe, najbolju ili najefikasniju pomoć vam ne mogu pružiti veliki. Uglavnom vam najbolju i najefikasniju pomoć mogu pružiti oni koji su vam najbliži. Stoga je i naša opredeljenost u Bosni i Hercegovini da ove sporazume potpišemo sa našim susjedima ili sa našim bližim susjedima. Stoga evo koristim priliku da se obavestim da smo takve sporazume potpisali uglavnom sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, evo Makedonijom i evo sada Slovenijom. Nadam se da će i naša buduća, i uvjeren sam u to da će naša buduća suradnja biti još i bolja i u drugim oblastima između naše dvije zemlje. Ja u dosadašnjem našem procesu pridruživanja Europskoj
Uniji najveću pomoć smo imali od Slovenije, obzirom na ranija iskustva koja je Slovenija imala u svom pridruživanju Europskoj uniji, a i naše prijateljske odnose koje smo izgrađivali u posljednje vrijeme i u zajedničkoj državi u kojoj smo živjeli. O samom sporazumu ministrica je uglavnom rekla sve, dakle, ukoliko ima nekih posebnih pitanja, ja sam spreman da na njih odgovorim. Ja vam želim se evo ovdje i pred javnošću zahvaliti na svemu onome što je Slovenija uradila za Bosnu i Hercegovinu u pridruživanju Europskoj uniji i svemu onome što čini i danas kako bi ovo što je rekla ministrica Bosne i Hercegovina, koja jeste teritorijalno u Europi, bila i formalno član Europske unije. Ja vam se zahvaljujem, koliko imam pitanja, ja sam spreman da